Po zimi leta 1807, ko je Napoleonova vojska preplavila Portugalsko, je kraljevi dvor pobegnil čez Atlantik v Brazilijo. Za portugalsko monarhijo je bil to ponižujoč umik, a za eno ambiciozno princeso je bila to priložnost življenja. Strani kritikov označena za pošast, zasmehovana zaradi svojega videza in strah vzbujajoča zaradi neusmiljene ambicije, si je Carlota Joaquina pridobila sloves ene najbolj zloglasnih in osovraženih kraljic v evropski zgodovini. Carlota Joaquina iz Španije se je rodila 25. aprila 1775 in je bila najstarejši preživeli otrok bodočega španskega kralja Karla IV., ki je na prestol stopil leta 1788. Prejšnji sin Karel je umrl, preden se je rodila Carlota. Čeprav je bila njena mati, Marija Luisa iz Parme, še precej mlada, ko se je rodila Carlota, so naslednja leta prinesla vrsto družinskih tragedij. Čeprav je rodila več zdravih hčera, je vsak njen naslednji sin umrl po vojih. To je povzročilo skrbi glede nasledstva in pomenilo, da je bila Carlota velik del svojega otroštva v nasledstveni vrsti za prestol. Končno se je leta 1784, ko je bila Carlota stara 9 let, rodil zdrav sin po imenu Ferdinand. Morda je bila prav zavest o njenem položaju v nasledstveni vrsti v njenih najzgodnejših letih tista, ki je v Carloti prebudila željo po moči, kar je oblikovalo njeno kasnejše življenje, kot bomo kmalu videli. Med odraščanjem je Carlota prejela strogo izobrazbo od svojih rimsko-katoliških učiteljev, ki so se osredotočali na predmete, ki so veljali za primerne za žensko pripadnico kraljeve družine. Sem je sodila mešanica zgodovine, geografije in jezikov, skupaj z dejavnostmi, kot so slikanje, šivanje in pisanje. To jo je naredilo izjemno izobraženo in inteligentno, čeprav to ni prav dosti zadušilo nagajivega in igrivega značaja, po katerem so jo pogosto pomnili. Za zidovi kraljeve palače pa je bilo družinsko življenje daleč od stabilnega. Carlotina mati je bila prevladujoča osebnost na kraljevem dvoru, celo govorice so krožile o razmerju z vodjo španske vlade Manuelom Godojem. To jo je naredilo za osovraženo osebnost v španski družbi in del slabega slovesa, ki ga je kasneje imela Carlota, je bil do neke mere posledica tega, da so jo obravnavali enako kot njeno mater. Poleg tega disfunkcionalnega dvora je Španija od sredine 17. stoletja hitro nazadovala kot velesila, vendar se je še vedno oklepala ogromnega kolonialnega imperija v Ameriki, ki se je raztezal od Kalifornije in Kube na severu do Čila in Argentine na jugu. Tako je Carlota tudi po rojstvu Ferdinanda leta 1784 ohranila pomemben položaj kot najstarejša hči bodočega španskega kralja. To jo je naredilo za eno najvrednejših kraljevih nevest v Evropi in leta 1785 so jo pri komaj 10 letih poročili, kar je bila presenetljivo mlada starost celo po standardih 18. stoletja. A to je bil šele začetek zakona, ki se je spremenil v škandal, sovraštvo in politične spletke. Že od poznih 1770-ih so potekala pogajanja med špansko in portugalsko vlado, da bi Carloto poročili z domom Janezom, drugim v vrsti za portugalski prestol. Janezova starša, ki sta bila stric in nečakinja, sta leta 1777 postala skupna monarha Portugalske, kralj Peter III. In kraljica Marija I. Medtem ko je Peter umrl leta 1786, je Marija živela do leta 1816, zato je bilo Carlotino življenje v veliki meri oblikovano z njenim odnosom s taščo, prvo portugalsko kraljico, ki je vladala samostojno. Sporazum, po katerem bi se Carlota poročila z domom Janezom, je bil sklenjen leta 1785 in maja istega leta je potekala poroka po pooblaščencu, nekaj tednov po njenem 10. rojstnem dnevu. Janez je bil medtem star 18 let. Zaradi Carlotine mladosti so se dogovorili, da zakon ne bo bil konzumiran do leta 1790, ko naj bi bila dovolj stara, da lahko zanosi in rodi otroke. Ale nekaj dni po poroki, po pooblaščencu je bila 10-letna princesa poslana v Lizbono s španskim spremstvom, pri čemer je svojo družino zapustila več let, preden se je zakon zares začel. Tako je bila na portugalskem dvoru, ko se je politika kraljestva leta 1788 spremenila. 11. septembra tistega leta je njen svak, prestolonaslednik dom Jožef, umrl za črnimi kozami, zaradi česar je mož Carlote postal novi prestolonaslednik. Poleg tega je kraljica Marija večji del svojega poznejšega življenja trpela za depresijo in je bila leta 1792 celo razglašena za noro.
To je pomenilo, da se je od Janeza pričakovalo, da bo že v 90. letih 18. stoletja prevzel vlogo regenta in dejanskega monarha, zaradi česar je bila Karlota že od mladih let nekakšna neuradna kraljica soproga. V znak priznanja njunega povišanega statusa sta Janez in Karlota nosila naslova princa in princese Brazilije. V 90. letih 18. stoletja in v začetku 19. stoletja, ko je Karlota postajala vse bolj izstopajoča osebnost na portugalskem dvoru, je postala predmet posmeha in sovraštva, tako v dvornih krogih, kot tudi v širši portugalski družbi. Veljala je za žensko, ki hlepi po moči in ne razume konzervativne dvorne kulture okoli sebe. Vzgojena na veliko bolj razkošnem španskem dvoru, se je težko prilagajala globoko verni in strogi kraljevi kulturi Portugalske. Njena odkrito izražena osebnost, politična vpletenost in nekonvencionalno javno vedenje za kraljeve ženske so spodbujali opravljanje in zlonamerne govorice, ki so jih še okrepile razširjene prošpanske ksenofobne težnje. Čeprav so jo močno kritizirali zaradi njenega vedenja, so jo še bolj kruto napadali zaradi njenega videza. Med njenim bivanjem v Lizboni je francoska pisateljica Laure Genot, vojvodinja Branska, zapisala eno najbolj ostrih opisov Karlote. Njena grdota, njeni umazani in razmršeni lasje, njene zelo tanke in vijoličaste ustnice, okrašene z gostimi brki, njeni zobje neenakomerni kot panova piščal. Nisem se mogel prepričati, da je bila ženska, in vendar sem poznal dejstva tistega časa, ki so jasno dokazovala nasprotno. Vojvodin mož Jean-André Genot je ponovil ta stališča po prihodu na portugalski dvor in naj bi vzkliknil: "Moj bog, kako je grd! Moj bog, kako je princesa grda! Kako so vsi grdi!" In niso bili samo francoski opazovalci tisti, ki so dajali te ostre pripombe. Sodobni zapisi so pogosto opisovali Karloto kot nizko, z obrazom zaznamovanim z brazgotinami od črnih kos, izrazitim orlovskim nosom in značilnim borbonskim podkrizom, medtem ko so nekateri avtorji omenjali njeno rahlo sključeno držo. V mnogih pogledih je bila popolno nasprotje lepotnim idealom 18. stoletja na dvoru. Eden posebej krutih, kasnejših zapisov je celo trdil, da je imela, citiram, najbolj nenavadno pošastno glavo, kar jih je kdaj hodilo po zemlji. Njena javna podoba je bila le eden od virov nesreče. V ozadju je bil tudi zakon Karlote nesrečen. Prvega otroka sta dobila leta 1793 hčerko po imenu Marija Terezija. V naslednjih 13 letih se jima je rodilo še 8 otrok, od katerih je le eden, Francisco Antonio, umrl mlad. Kljub vse večjim napetostim v zakonu je bila Karlota znana po tem, da je skrbno pazila na zdravje in dobrobit svojih otrok. Vendar je tudi njena materinska vloga bila obdana s škandalom, saj so vztrajne govorice na dvoru trdile, da niso vsi njeni otroci Janezovi, pri čemer so bili še posebej sumničavi glede njenega sina Miguela. Te trditve nikoli niso bile dokazane, vendar so prispevale k ozračju govoric in sovražnosti, ki so jo spremljale skozi vse njeno življenje. Kljub temu je bil zakon zaznamovan s pomanjkanjem Janezove naklonjenosti, še bolj pa z njegovim vse bolj nepredvidljivim vedenjem. Živel je v času, ko so se po Evropi širile ideje razsvetljenstva in francoske revolucije. Zato ga je prevzel obsesiven strah, da bo revolucija dosegla Portugalsko. Dvorne govorice so celo trdile, da je ponoči v polzmedenem stanju blodil po hodnikih kraljeve palače. Do začetka 19. stoletja se je kraljevski zakon spremenil v odkrito politično vojno. Leta 1805, ko je bila Karlota stara 30 let, je zarotila, da bi prevzela oblast od svojega moža, princa regenta, in načrtovala, da ga aretirajo in razglasijo za nesposobnega vladanja, tako kot so to storili z njegovo materjo. A zarota je bila razkrita in njeni sostorilci so bili aretirani. Karlota se je izognila zaporu samo zato, ker John ni hotel javno razkriti škandala. Namesto tega jo je izgnal v palači Kelos in Ramiljen, sam pa se je umaknil v Mafro, s čimer je njun zakon dejansko končal. Prav v tem izgnanstvu si je prislužila zloglasni vzdevek Goropadnica iz Keluza. Karlotino življenje na Portugalskem, zlasti od leta 1806 naprej, so oblikovali širši politični dogodki v zahodnji Evropi. Nekaj let potem, ko se je poročila z Janezom, je leta 1789 izbruhnila francoska revolucija. Sprva je bila to zmerna revolucija, katere cilj je bil vzpostaviti ustavno monarhijo. Postopoma je postala bolj radikalna in sčasoma se je razvila v protirevolucijo ter vseevropsko vojno leta 1792. To je postopoma vpletlo v skoraj vse evropske sile.
Portugalska je bila ena od izjem. Kraljestvo se je stoletja večinoma trudilo izogniti zapletanju v neskončne verske in dinastične vojne Evrope. Po drugi strani pa je imela ohlapno zavezništvo z Anglijo, ki je segalo vse do zgodnjih 1660-ih, ko se je Katarina Braganska poročila z angleškim kraljem Karlom II. To je pomenilo, da se je Portugalska leta 1793 pridružila vojni prve koalicije proti Francozom, vendar nikoli ni igrala pomembne vloge v občasnih francoskih revolucionarnih vojnah, ki so sledile vse do konca 18. stoletja. Kar je spremenilo položaj za Portugalsko in za Karloto, je bil vzpon Napoleona Bonaparta in njegovo osvajanje velikega dela celinske Evrope med sredino 1790 in sredino 1800 let. Leta 1807, kmalu po osvojitvi Nemčije in Poljske, se je Napoleon obrnil nazaj proti zahodu in napadel Portugalsko z namenom, da v svoje cesarstvo vključi Ibersko kraljevo družino. Na primer, enega od svojih bratov, Jožefa, bi leta 1808 postavil za kralja Španije. Preden se je to sploh zgodilo, je bila Portugalska že osvojena. Karlota pa je skupaj s preostalim kraljevim dvorom in vlado pobegnila čez Atlantski ocean, da bi v Braziliji, veliki portugalski južnoameriški koloniji, ustanovila vlado v izgnanstvu. Po grozljivem potovanju po zimi leta 1807, med katerim je bila Karlota zaradi uši na ladji prisiljena obriti glavo, je portugalski dvor v izgnanstvu končno prispelo v Rio de Janeiro. Naslednjih 13 let bo preživela v Braziliji, vendar se bodo ta leta izkazala za ena najbolj burnih in politično ambicioznih v njenem življenju. Prav v Južni Ameriki so Karlotine ambicije po vladanju resnično postale očitne. Medtem ko je njena tašča ostala kot nominalna vladarica Portugalske in njenega kolonialnega imperija, so dogodki drugje v Južni Ameriki Karloto ponudili priložnost, da razširi svoj vpliv. Vojne za neodvisnost so izbruhnile po vseh španskih kolonijah v poznih 800-ih, potem ko je Francija prevzela nadzor nad samo Španijo v Evropi. Ena frakcija v podkraljevini Rio de la Plata je celo predlagala, da bi Karloto imenovali za regentko, gibanje, ki je postalo znano kot karlotizem. To je imelo smisel, če upoštevamo, da je bila Karlota hči španskega kralja Karla IV. Načrt je dobil podporo britanskega admirala Sirja Sidneyja Smitha, vendar se mu je uprl njen mož, portugalska vlada v izgnanstvu, španski uradniki in številni lokalni veljaki. Karlota je tudi sama spodkopala svoje možnosti, saj je vztrajala pri izvajanju oblasti absolutne monarhinje, medtem ko so si jo številni njeni podporniki predstavljali kot ustavno simbolno vladarico. Gibanje je postopoma propadlo in po latinsko-ameriških vojnah za neodvisnost so se združene province Rio de la Plata sčasoma razvile v Republiko Argentino. Karlotino obdobje v Braziliji je bilo sporno tudi na druge načine. Prezirala je ljudi, veliko je pila in naj bi pila tudi čaj z marihuane. Poleg tega pa je postala predmet vztrajnih govoric o aferi z vplivnim brazilskim poslovnežem. Kljub temu škandalu je prišel trenutek, ki ga je dolgo pričakovala. 20. marca 1816 je kraljica Marija I. umrla pri 81 letih. Pri 40 letih je Karlota končno dosegla naslov, na katerega je čakala desetletja, in postala portugalska kraljica, soproga. Toda potem, ko je končno dobila krono, so jo njeni največji politični boji še čakali. Ko sta postala kralj in kraljica, je bila Portugalska že dolgo osvobojena, potem ko so Portugalci in Španci s pomembno britansko pomočjo izrinili Francozi z Iberskega polotoka v letih 1813 in 1814, ko se je Napoleonovo cesarstvo zrušilo po njegovi slabo premišljeni invaziji na Rusijo leta 1812. Kljub temu se portugalski kraljevi dvor ni takoj preselilo nazaj v Lizbono, niti po Napoleonovem končnem padcu po leti 1815. Zamuda je bila posledica globokih negotovosti glede tega, kakšno kraljestvo bo ponovno vzpostavljeno po napoleonskih vojnah. Ta negotovost je dosegla vrhunec z liberalno revolucijo leta 1820, ko je vojaški upor zahteval vzpostavitev ustavne monarhije in prisilil kraljevo družino, da se vrne na Portugalsko. 26. aprila 1821 so zapustili Brazilijo. Po besedah vikonta Porto Segura so se čustva kralja in kraljeve družine ob odhodu iz Brazilije pokazala v solzah vseh, razen kraljice. Karlota, ki ji življenje v Braziliji nikoli ni bilo všeč, naj bi bila ob odhodu navdušena. Ena znana zgodba celo trdi, da si je pred ukrcanjem na ladjo stresla prah s čevljev in izjavila: "Tudi prahu te dežele ne bom vzela s seboj."
Po vrnitvi na Portugalsko je Ivan leta 1822 sprejel prvo ustavo v državi. Ustava je skušala končati absolutizem na Portugalskem, vendar je bila le minimalno uspešna in je bila hitro opuščena leta 1823. Hkrati se je Brazilija leta 1822 odcepila in postala neodvisno brazilsko cesarstvo pod vodstvom Karlotinega sina Pedra, s čimer je Portugalska izgubila kolonijo, od katere je bila v 18. stoletju odvisna za svoje bogastvo. Liberalna revolucija je bila pokazatelj zapletene politične situacije, v katero sta se Karlota, njen mož in preostali del kraljevega dvora vračala po koncu napoleonskih vojn. Nato je izbruhnil boj za oblast, saj se je Karlota povezala s svojim mlajšim sinom Miguelom, da bi poskušala prevzeti oblast od svojega moža. Ivan je za kratek čas postal ujetnik, čeprav neuradno, vendar je britanska intervencija leta 1824 pripeljala do tega, da je bil Mihael izgnan. Ivan in njegovi podporniki pa so ponovno prevzeli nadzor nad vlado. Nato je vladal do svoje smrti marca 1826, star 58 let. Bilo je pravo čudo, da je Karlotin zakon trajal vse do smrti enega od zakoncev, kljub zameram, in v njegovi zadnji bolezni ga ni hotela obiskati. Janova smrt je Portugalsko pahnila v zapleteno nasledstveno krizo. Miguel, pričakovani dedič, je bil še vedno v izgnanstvu, medtem ko je, kot smo omenili, njegov starejši brat Peter vladal novonastalem neodvisnemu brazilskemu imperiju. Peter je za kratek čas zahteval portugalski prestol, nato pa abdiciral v korist svoje mlade hčerke, ki je maja 1826 postala kraljica Marija II. Miguel se je kasneje leta 1828 vrnil, da bi si povrnil krono s načrtom, da bi se izognil državljanski vojni tako, da bi se poročil s svojo nečakinjo, kraljico Marijo, vendar se to nikoli ni uresničilo. Ko je med letoma 1826 in 1828 prišlo do hitre menjave vladarjev, je bila Karlota v portugalski politiki že odrinjena na rob. Kljub Miguelovemu prejšnjemu zavezništvu z materjo je potem, ko je leta 1828 postal kralj, ni poklical nazaj na dvor. Namesto tega je svoja poznejša leta preživela zagrenjena in odtujena od življenja na dvoru, ter živela na podeželju zunaj Lizbone, v palači Kelus. Umrla je 7. januarja 1830, stara 54 let. Takrat je že potekala nova državljanska vojna, ki se je končala 4 leta kasneje z odstavitvijo Miguela. Preostalih 32 let svojega življenja je preživel v izgnanstvu, medtem ko je kraljica Marija II. Leta 1834 ponovno zavzela prestol. Karlota je bila sprva pokopana v Sintri, nato pa so jo leta 1854 ponovno pokopali poleg njenega odtujenega moža v kraljevski panteon dinastije Braganza v Lizboni. Čeprav si je vedno želela večje moči, je Karlota Joaquina skoraj vse svoje odraslo življenje preživela v središču ene največjih monarhij na svetu, kjer je služila kot kraljica ali princesa regentka Portugalske in njenega obsežnega imperija, ki se je raztezal čez Brazilijo, Afriko in Azijo. Za svoje sovražnike je bila grda, spletkarska in po moči hrepeneča tuja kraljica. Za druge pa je bila inteligentna in odločna ženska, ki ni hotela sprejeti omejitev, ki so jih postavljali kraljevim ženskam njenega časa. Morda je resnica nekje vmes. V vsakem primeru ostaja ena najbolj fascinantnih in kontroverznih kraljic v iberski zgodovini. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o Karloti Joaquini iz Španije. Upam, da vam je bil zanimiv. Sporočite mi v komentarjih spodaj, kaj si mislite o njenem življenju. In če želite več vsebin o kraljevih družinah, ali več o španski ali portugalski kraljevi družini, mi to tudi sporočite spodaj v komentarjih. Upam, da ste naročeni na moj kanal, da boste lahko videli vse moje videe takoj, ko jih objavim. Upam, da ste naročeni na moj kanal in imate vklopljena obvestila, da boste lahko videli vse moje videe takoj, ko jih objavim. In to je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednji oddaji Forgotten Lives. Hvala.